Razstava Geometrija umetnosti Zahoda poskuša zajeti nek pregled slovenske geometrične umetnosti. Začetki so leta 1924 s Černigojem, pa vse do danes. Umetniško ustvarjanje z uporabo geometrije je premišljeno, načrtovano, skoraj programirano. Dela, ki tako nastajajo, bi lahko prevedli v matematične enačbe in formule oziroma v računalniške programe v sedanjem času. Geometrijski elementi tako postanejo likovni elementi, brez čustvene komponente, barva teh elementov pa prispeva čustveno komponento. Umetniki pri ustvarjanju uporabljajo sredstva iz matematike in geometrije, tako denimo je od njihova osnova številnih umetnikov koordinatni sistem, v katerega vnašajo geometrijske elemente in jih postavljajo med sebojna razmerja. Ti geometrijski elementi imajo svoje lastnosti, obliko, lego in velikost. Pojav računalnika je umetnikom omogočil, da vse te preizkušanja in skiciranja upravijo bistveno hitreje in delo z računalnikom je ta proces poenostavil. Računalnik dela po navodilu človeka, torej umetnika oziroma programerja. Zmožnost računalnika je, da v kratkem času preračuna veliko število enačb oziroma funkcij. Tako lahko istočasno preračuna vse funkcije za vse točke v isti ravnini, pa tudi v vzporednih ravninah, tako da dobimo lahko prostorsko sliko. Vse to pa je osnova za animacijo oziroma kasnejše video dela. Dela geometrične umetnosti so lahko različna, ustvarjena v klasičnih tehnikah ali pa z uporabo sodobne tehnologije, torej s pomočjo računalnika. Take so recimo računalniške grafike, razne video animacije, video in druge kombinirane zvrsti. Umetniki najdejo navdih za ustvarjanje v starejših zgodovinskih obdobjih, pa tudi v novejših, recimo avantgardah 20. stoletja. Sam naslov razstave Geometrija v umetnosti Zahoda zahteva pojasnilo tega Zahoda, in sicer gre za izbor umetnikov iz zahodnega slovenskega govornega območja. Večina prihaja iz zamejstva Italije, eden je iz hrvaške Istre, nekaj pa jih je iz zahodne Slovenije. Izbor sicer ni popoln, ampak je dovolj reprezentativen prikaz uporabe geometrije umetnosti na Slovenskem. Na razstavi so dela začenši od leta 1924 oziroma rekonstrukcija dela iz leta 1924 pa vse do današnjega časa oziroma do letošnjega leta. Geometrija v umetnosti je ves čas prisotna, nikoli ni vodilna likovna smer, ampak se pojavlja občasno. Nekateri umetniki ustvarjajo z geometrijo le občasno, nekateri pa so geometričnemu ustvarjanju posvetili svoje opuse. Leta 1924 je Černigoj pripravil prvo konstruktivistično razstavo v Ljubljani, in sicer po principih Bauhausa, ki ga je obiskoval. 1925 se je preselil v Trst, kjer je ustanovil zasebno umetniško šolo. Na šoli se je oblikovala skupina avantgardnih umetnikov, tržaška konstruktivistična skupina, ki je leta 1927 priredila razstavo v okviru sindikalne razstave tržaških
umetnikov v Ljudskem vrtu v Trstu, in sicer so postavili konstruktivistični ambient oziroma konstruktivistično sobo, ki je bila ena prvih takšnih postavitev v tem delu Evrope. Dela so prispevali Černigoj in drugi predstavniki skupine, izstopala pa so dela Stepančiča, med njimi tudi ena prvih lebdečih skulptur. Stepančič je študiral v različnih mestih Italije in po Evropi, pa tudi v Parizu. 31. leta se je preselil v Beograd in opustil slikanje z geometrijo. K njemu se je vrnil okrog leta 1960 in je do leta 1980 ustvaril velik geometrijski opus. Černigoj je imel velik vpliv na različne umetnike, bodoče, tako tudi na Edvarda Zajca. Zajčeva družina se je preselila v Ameriko, tam je Zajec obiskoval umetniško šolo, oziroma oblikovno šolo. Potem se je vrnil v Ljubljano na akademijo. Ustvarjal je pod vplivom minimalizma in leta 1968 je zašel v ustvarjalno krizo, ampak se je na srečo pojavil računalnik, ki ga je začel zanimati in zlasti umetniško ustvarjanje s pomočjo računalnika. Tako je že leta 1969 ustvaril prve računalniške grafike, od katerih sta dve na razstavi. Potem se je v 70. in 80. letih vrnil v Trst, spoznal Matjaža Hmeljaka, programerja, in sta skupaj ustvarila več računalniških sistemov, ki so kreirali umetniške podobe. Zajca je zanimala povezava barve in lika v času, tako kot recimo tona v glasbi, in je svoje raziskovanje posvetil v velikem delu tudi temu. Matjaž Hmeljak je potem, ko je odšel Zajec nazaj v Ameriko, začel ustvarjati svoje računalniške sisteme za umetniško ustvarjanje. V zadnjem času raziskuje kvazi 3D abstraktne forme, ki jih je mogoče ustvariti zgolj z geometričnimi formulami. Med tržaške umetnike spada tudi Sandi Renko, ki je začetno izobraževanje opravil v Trstu, potem se je v 60. letih preselil v Padovo, kjer je spoznal nekdanje umetnike skupine Grupo N. Po srečanju z njimi se je posvetil optični in kinetični umetnosti. Osnova Renkovega ustvarjanja je prostorski model, ki ga sestavljajo trakovi kvadratov, te med seboj prepleta in iz njih oblikuje kocke, ki so lahko popolne ali pa delne odprte kocke. Tam prostorski model služi tudi za kreiranje slik, ki jih ustvarja na valoviti podlagi. Valovito podlago je odkril že zelo zgodaj, na začetku svoje umetniške poti, in mu omogoča, da na eni podlagi ustvari 3 različne podobe. Na posamezen val nariše črto na levo ali desno stran ter v dolino med valovi. Tako dobi 3 podobe na eni podlagi, ki so vidne z leve, z desne ali frontalno, odvisno od tega, kako se gledalec premika. Renko tako ustvari iluzijo prostora in predmeta ter iluzijo gibanja. Černigoj je imel velik vpliv tudi na Vekjeta. Vekjet je že na liceju spoznal navezavo grških filozofov na geometrijo, matematiko in logiko. Seznanil se tudi z renesanso in izumom tiska, kjer je prepoznal osnove geometrijskega komponiranja.
Tudi avantgardna gibanja so imela vpliv na njegovo umetniško ustvarjanje, geometriji pa se je posvečal le občasno v nekaterih obdobjih. Tako so na razstavi dela iz okoli leta 1980 ter nekaj objektov iz leta 2018. Kipar Janez Lenasi ima nekoliko drugačna izhodišča svojega ustvarjanja. Zgledoval se je po naravi in je prišel do zaključka, da želi izpostaviti material. Zato se je usmeril k abstraktni formi, gladkim površinam, običajno geometričnim, na katere je vklesal okrogle oblike ali ravne črte, ki jih je križal in tako dobil enostavne geometrijske like. Med najpomembnejše predstavnike geometrijske abstrakcije na Slovenskem sodi tudi Danilo Jejčič, ki je v 70. letih na neokonstruktivističnih principih raziskoval okrogla geometrijska telesa, ustvarjal je komponibile in skulptoslike, najprej iz lesa, kasneje iz plastike. Na Jejčičevo ustvarjanje je vplival tudi op art in kinetična umetnost. Geometrične motive je ustvarjal v sitotisku, poleg geometrije pa je bil v njegovih delih velik poudarek na iluziji lika, predmeta in tudi prostora. V grafičnih delih je prišel ta iluzionizem skoraj do popolnosti. Od mlajših umetnikov je na razstavi Sebastijan Vojvoda, ki se zgleduje po Maleviču, vzame osnovno obliko, kvadrat ali križ, in jo naveže na motive iz igralne konzole Nintendo ali Game Boy. Izmišljeno ekransko sliko teh igralnih konzol pa iz pikslov pa pretvarja v štafeljajno sliko. Motivi so odsev družbenih odnosov, običajno vezanih na nek dogodek ali aktualno vsebino, na primer tlorise raznih objektov, religioznih in ideoloških znamenj ali čisto enostavno elementi računalniških igric. Svoje slike modularno sestavlja, zato so kvadratne oblike. Betty Bricelj konstruktivistični pristop uporablja v geometrijsko strukturiranih delih, ki so vnaprej premišljena in načrtovana. Naključno se pojavlja le v skicah. Osnova je mrežna struktura, v katero vnaša in razporeja geometrijske elemente v različnih medsebojnih odnosih in išče iluzionistične učinke ter plastenje. Gledalec dobi občutek, da elementi prehajajo v globino oziroma na površino. Vse to prispeva k iluziji prostora, predmeta in oblike, tako da včasih navidezno obliko, ki v resničnosti sploh ne more obstajati, prepoznamo na sliki. Betty Bricelj se ukvarja tudi z načrtovanjem geometrijskih teles. Na razstavi vidimo nekaj osnutkov za večje objekte, ki imajo obliko prstanov. Najmlajša Katja Sorta se vrača k začetkom geometrijske umetnosti in se zgleduje po Maleviču. Želi se približati popolni abstrakciji. Na njenih delih najdemo enostavne, ravne črte, ki so različnih debelin, včasih so tako široke, da so že kar ploskve. Te črte in ploskve v prostoru razporeja tako, da jih med seboj postavlja vzporedno ali jih križa. Gledalec dobi občutek, da so v različnih globinah, pojavi se občutek prostora, včasih pa izgleda tako, kot da se te črte oziroma ploskve širijo v prostor izven podlage.